Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravi prostor? Ko odidem in vam pripravi prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In za pot, kamor jaz grem, veste. Tomaž mu je rekel: Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli vedeti za pot? Jezus mu je rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače, kakor po meni. To je Kristusov evangelij. Dragi domači, pogredci, gasilci in vsi žalujoči. Poslavljamo se pokojnega Ivana Klemena, moža, očeta, sorodnika, prijatelja, znanca, gasilca, ki je zadnjega oktobra sklenil svojo življenjsko pot. Ženi Ivi, hčerkoma Tani in Dari ter drugim sorodnikom izrekam iskreno sožalje in pokojnika izročam Božji usmiljeni ljubezni. Na svetu je že tako, da se vsako človeško življenje začne in na koncu tudi konča. Praznik vseh svetih, ki smo ga obhajali v tem tednu, nam govori, da smrt ni konec, ampak začetek novega življenja pri Bogu v nebesih. Na to pot proti nebesom se je podal tudi naš dragi pokojnik Ivan. Ta pot čaka tudi nas. Svojo življenjsko pot je Ivan Klemen začel pred 77 leti. Pri 3 mesecih starosti mu je umrla mama in skupaj z bratom je postal sirota. Ko se je oče ponovno poročil, je dobil še pol brata. Življenje ni bilo lahko, a kljub temu je končal šolo in se izučil za strojnega ključavničarja. Kot mlad fant je spoznal svojo življenjsko sopotnico in se poročil. Bil je dober mož, zgleden oče in zvest prijatelj. V življenju ga je zanimalo veliko stvari. Kot član gasilskega društva je opravljal različne službe v gasilski zvezi, pa tudi v krajevni skupnosti. Tudi preizkušenj ni manjkalo v življenju. Pred leti ga je napadla zahrbtna bolezen. Ko je kazalo, da jo je premagal, se je ponovno pojavila. Potrpežljivo in pogumno jo je prenašal. Vesel je bil, ko se je letos poleti pri mali snežni v planini Jasanje, kamor je vsako leto rad zahajal, zanj darovala Maša za srečno operacijo. Dobro jo je prestal, a počasi pešal. Zadnjega oktobra se je o prisotnosti žene in hčera
ter spravljen z Bogom poslovil z tega sveta, da se veseli v večnost. Naša domovina je v nebesih, smo slišali v Berilu. Odtlej naj bo tudi njegova domovina. Ko se v veri poslavljamo od pokojnega Ivana, trdno upamo, da se bomo pri Bogu v nebesih nekoč spet srečali z njim in z drugimi našimi rajnimi. Grem, da vam prostor pripravim, smo slišali Jezusa v Evangeliju. Tudi za našega dragega pokojnika Ivana Klemena je našel prostor. Jaz sem pot, resnica in življenje, zagotavlja Jezus v Evangeliju. V tej veri je pokojni Ivan živel in v tej veri je tudi umrl. Naj počiva v Božjem miru. Radi se ga spominjamo v svojih molitvah. Amen. Brati in sestre, priporočimo pokojnega Ivana Gospodu Jezusu Kristusu, ki je rekel: Jaz sem stojenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi če umrje. Gospod, mrtve si obujal v življenju, podeli večno življenje tudi pokojnemu Ivanu. Očistil si našega brata pri svetem krstu, pridruži ga svojim svetim in izvoljenim. Hranil si našega brata s kruhom večnega življenja, sprejmi ga k mizi svojega kraljestva. Potolaži nas tolažbo vere in z upanjem na večno življenje. Gospod Jezus Kristus, sprejmi naše molitve, naše prošnje in nas v svoji dobroti usliši, saj živiš in kraljuješ vekovaj. Amen.